Tako je, ste komi čakali, da narišemo en graf eksponentne funkcije? Odlično, tudi jaz. Kadar načrtujemo eksponentno funkcijo, ki ima še zraven kakšen dodatek, odšteta številka, kaj pri x-u, potem včasih ni dobro, da tabeliramo, zato ker dobimo prevelike vrednosti, premale vrednosti in pa tudi tabela je zamudna in včasih nenatančna. Zato bomo nekako si pogledali, kaj je treba narediti, da narišemo vsako eksponentno funkcijo, ki jo lahko dobite v srednji šoli. Najprej določimo asimptoto. Zdaj, asimptota je ena taka meja, ki jo graf pri eksponentni funkciji nikoli ne prestopi, nam pa malo pomaga, do kam se približuje. In jaz bi rekla takole, asimptoto vedno pogledate, tole imamo osnova na eksponentni del funkcije, ta del za asimptoto pobrišemo in ostane nam -1. In -1 v našem primeru je v bistvu asimptota. Kako jo pa narišemo? Rečemo y je -1. Se pravi, pobrišemo eksponentni del funkcije, kar nam ostane, je naša asimptota. Jaz bom zdaj tukajle ne bom več pobrisala, zato ker ga bomo še rabili narisati. V glavnem, asimptota je tisti del, ki ga prištejemo oziroma odštejemo eksponentnemu delu izraza. Potem pa kar narišimo našo asimptoto. Naša asimptota je y je -1. To pomeni, da poiščemo, kje je y in naredimo vodoravno črtkano črto na y je 1. To smo že zdaj odkrili, da jaz tule malo pobrišem. In dobimo to asimptoto. Ne rabite to delati z rdečo barvo, ker ni nič posebnega, mogoče samo, da bo malo bolj vidna tu na videoposnetkih. Drugače pa normalno, s svinčnikom narišete vodoravno asimptoto, vendar črtkano. Tule smo še pozabili x pa y os, označite to, kar označujte. Da ne bo kakšnih težav, ne. Da bi bile KJ osi mogoče, a ne. Okej, imamo zdaj asimptoto. Asimptota je y je -1. Zdaj pa si še vedno pomagamo malček s tabelo. Potem pa tabela. Ampak, ker smo zdaj že vešči in vemo lastnosti eksponentne funkcije in vemo, da bo šla najprej blizu asimptote, potem pa strmo naraščala, je dovolj, da si izberemo 3 točke. Jaz bi predlagala takole. Te točke si je potrebno zbrati take, da bomo enostavno izračunali, vendar pa dobili tudi dovolj podatkov o funkciji. In ponavadi so dobre -1, 0 in 1. Jaz jih zbiram na način, da pogledam eksponent. Zdaj v tem primeru je x. Zato so -1, 0 in 1 ustrezne vrednosti, da ne bojo prevelike ali premale. Lahko se seveda zgodi, da bi, če bi to bilo +30, ne, x +30, potem bi 2/30 dobili in bi mogli manjše vrednosti dobiti, da bi lahko spravili v tale naš mali koordinatni sistem. Bomo videli, če bi si še drugače kako izbrali tele lahko, ne. Pa dajmo zdaj vstaviti najprej vrednost f od 1, pardon, od -1 v našo funkcijo. To je 2 na -1 -1 cela, 2 na -1 je 1 polovica, -1 cela, to je -1 polovica. Pa dajmo tu napisati -1 polovica. Tako, gremo na naslednjo. F od 0. F od 0, to je 2 na 0 -1, 2 na 0 je 1, -1 je 0. Takole dobimo 0. In pa še f od 1. F od 1 je pa 2 na 1 -1, kar je 2 -1, kar je 1. Nismo rabili kalkulatorja, odlično. Tole počistimo.
da nam ne bo na poti, in vnesemo 3 točke, ki smo izračunali. 1 minus 1 polovica. Vedno lahko več točk vnesete, a ne? Vedno. Ampak ne vem, če je smiselno. Potem imamo nič, nič in pa 1, 1. No, če bi bili zelo, kako bi rekla, nasilni, bi lahko tule skoraj potegnili ravno črto. Ampak mi vemo, lastnosti eksponentne funkcije so take, da se približuje asimptoti, potem pa strmo narašča. In zato bomo mi narisali ta graf takole. Zdaj poglejte, pa potem narišite, ne, da ne boste zamudili tega ključnega trenutka. Tik ob asimptoti, skozi vse 3 točke in strmo navzgor. Ne sme vam zaviti nazaj, a ne, takole, jaz bi rekla strmo navzgor, takole, ne. Tale del pa malo pobrišem. In imamo našo eksponentno funkcijo. Ta funkcija pa ima na primer ničlo, je v nič, nič. Ima tudi presek z y-osjo oziroma začetno vrednost v nič, nič. Povsod narašča. Zaloga vrednosti je pa od -1 pa do neskončno. Če bi bilo potrebno, seveda te lastnosti kdaj zabeležiti. In to je bil naš prvi graf za načrtovanje eksponentne funkcije. Gremo na drugega. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!